nekatere obraze poznam, druge ne, ker v dolgih letih se vidi tako postaramo, mi spremenimo, da se potem evo odpeklajo obraznavnic. Da se podobni pogledali, se podobni. Veste, ljudje vidite, da se postaramo, v dolgih letih radamo stari. Mi bomo imeli tle srečne sošolcev mojih, pa sem danes še nabila pošiljal, da se od tega ne bo več poznal, ker ga toliko let niso videli. Ljudje se staramo, nekaj je že pomoglo, nekaj pustilo, takšne naše človeško življenje. Nekaj misli, nekaj besed o tej naše cerkvi, pa tudi o samem kraju Žužemberk. Koliko časa gospod Žužemberk, da se govori? Kako? Koliko želiš? Oni so organizator, koliko? Ne, to bi vse povedal. Dolžina navadne pridige. Dolžina navadne pridige. Žužemberk je zelo staro naselje. Že v prazgodovini so bili ljudje naseljeni, tudi Sveta Brezovca, vemo tam zelo, že iz kamene dobe so odkritja arheološka. Tudi tle reka Krke je bila zanimiva, ker je bila voda v bližini in ob vodi so se ljudje vedno zelo zgodaj naseljevali. Daleč nazaj v prazgodovini, potem, ko se bližamo proti našemu času, zlasti za časa Rimljanov, se pravi pred Kristusovim rojstvom in po Kristusovem rojstvu, se zgodovina zelo zgosti, ker so Rimljani prav na tem mestu, kjer stoji ta cerkev, imeli svetišče boginje Venere. Pozdaj, ko so prišli naši predniki na to področje, so na tem mestu zgradili cerkev, ki je bila posvečena svetemu Miklavžu, svetemu Nikolaju. Naša župnija Žužemberk je vedno vse zgodovini nazaj, dolga stoletja, spadala pod škofijo Oglej. Oglej je mesto tam 50 km zahodno od Gorice v Italiji, tja smo spadali. Šele konec 18. stoletja smo prišli pod ljubljansko škofijo, tako da so naš kraj sem prihajali stvari urejati oglejski škofje. Če po oglejski škofje niso mogli, so imeli pa na Dolenjskem zelo veliko oblast stiški menihi oziroma stiški opati iz stiškega samostana. Oglejski škofje so imeli na Dolenjskem arhidiakone, kapedaljava, svoje namestnike in včasih je bil arhidiakon tudi v tej naši žužemberski župniji. Fara ni tako grozovito stara, ni kakšna prafara. Prvi duhovnik se tle omenja konec 14. stoletja. Leta 1463, se pravi, lani je bilo 550 let, pa je bila ustanovljena samostojna župnija. Takrat je bil tle arhidiakon živel za Dolenjsko in on je dosegel, da je bila ustanovljena samostojna župnija Žužemberk. Prej v zgodovini nazaj je ta kraj spadal pod župnijo Šentvid pri Stični, nekaj časa pod Dobrnič in tega leta je postala samostojna župnija. Tle po tem grebenu je tekla stara rimska cesta iz Emone, Ljubljane, dol naprej na Siscijo, na Sisak. Tole glavna prometna povezava Emona dol Hrvaška. Ta cesta, po kateri ste se vi pripeljali, je bila zgrajena šele leta 1859. To so rekli tej cesti rimska cesta. Za časa Turkov 15-16 stoletju so tukaj naredili zelo velik tabor proti Turški, celo tega obzidano, ker Turki so mimo tega tabora drli v notranjo Slovenijo zelo velikokrat. Nimamo pa nobenih podatkov, ali so kdaj tabor zauzeli ali ne. Dol v Žužemberk je velik grad, med vojno so ga partizani zažgali, to so bili grofje Aušperti lastniki, mogočna grofovska rodbina, ki je krojila usodo praktično vse Dolenjske. Grad Žužemberk, Turki so pisana poročila, niso nikdar zauzeli. Do te grofje Aušperti so bili
virna grofovska rodbina. Oni so bili tudi patroni te župnije in župnijske cerkve. Ker je kraj številčno rastel, so leta 1765 cerkev svetega Miklauža že Mohorje Fortunata podrli v celoti. Prva cerkev smo omenjali svetemu Miklaužu posvečena, potem v 12. pa 13. stoletju z Materi Božje Marije brez madeži, zato je v oltarju tudi Marija, 200 let je bila zavetnica župnije, potem so pa pod vplivom Ogleja spet zamenjali zavetnika Mohorje in Fortunata, ker Mohorje in Fortunat sta farna zavetnik oziroma škofijska zavetnika škofije Oglej in Spodnje cerkve. Bila sta tudi velika častilca Matere Božje in so upodobljeni v oltarju Marija, da sred pod njo pa klečita sveti Mohor in Fortunat. Kot sem omenil, leta 1765 so cerkev v celoti podrli in v 3 letih zgradili to cerkev. Naslednje leto 1769 pa je goriški škof Adams to cerkev v Žužemberku tudi posvetil. To je taka dost mogočna velika cerkev, kot je zdaj ta velika Santela Božgana, bomo videl še, z zelo bogato opremo, baročni glavni oltar in vseh teh kapelah 6 zelo lepi baročni oltari. Najhujši časi za župnijo Žužemberk so bili v času druge svetovne vojne. Takrat je bilo na Dolenjskem, zlasti po Žužemberku, zelo težko, zelo hudo. Sam Žužemberk naj bi bil 20-krat bombardiran in to glavno od zaveznikov. Ne od Nemcev, ampak od zavezniki, kot se je konec vojne bližal, tako so zavezniki bolj tolkli po Žužemberku. Tudi je bil praktično na koncu vojne v ruševinah. Tle je bil 42 let za župnika in dekana Karl Gnidovc. Morda ste slišali, da je za Janeza Gnidovca, to je slovenski svetniški kandidat, doma iz sosednje župnije Ajdovc, in tudi Karl Gnidovc je bil njegov brat, tudi z Ajdovca, pa še enega brata so imeli duhovnika Antona Gnidovc, tako da so bili iz ene hiše 3 bratje duhovniki. No, ta Karl Gnidovec je tle čez 40 let in on je doživljal tudi vso to tragedijo, tragiko druge svetovne vojne. To sporočil smo imeli, kako se je tle dogajalo, kaj se je dogajalo med drugo svetovno vojno. Eni so tako trdili, drugi tako, tretji tako. Pred nekaj leti sem pa na Udbi, v arhivu Udbe, dobil zapiske dekana Karla Gnidovca. On je po vse dogodke med vojno, pa kar je bil v Žužemberku, pa tudi po vojni vse natančno popisal. In to smo tudi nekaj vse izdali v knjigi. No in dekan Karl Gnidovec je recimo opisal požig župnišča med drugo svetovno vojno. Leta 1943 niso smeli imeti polnočnice za Božič, le policijska ura, zato so imeli že o 5. popoldne. O 5. popoldne, potem bilo je več kaplanov, da v Žužemberku so navadno 2 kaplana, čas 3, pa župnik dekan je bil, velikokrat še kakšen upokojenec, vsi so šli že spat, samo kuharica še nekaj pravi vrklala po kuhni. O polnoči, ko morala biti polnočnica, so pošli partizani, kuharica lahko konc, hočemo dekana, je prišel in so rekli, o 5. zjutraj, čez 5 ur, bomo zažgali faruš. Rešite, kar bote. Kar boste rešili, boste porešili. Faruš bo zažgali. Zakaj? Zato, da ne bodo noter prišli v župnišče domobranci, pa naredili stojanko. Čeprav so se tle menjavali enkrat partizani, enkrat domobranci, enkrat italijani, različne vojske so se nekaj ne napisal, kaj so pa hotel, če so prišli, kdo je pa vesel vojak na mene v hišo. Zdaj nisem mogel silovati za podetno. Prišli so pa zahtevali, prvi, drugi in tretji, pa vse smo mogli pa poslušali videti. No in se 5 ur imate časa. In ker je izgledalo, da ne bo rešitev, smo začeli nositi iz faruža stvari v cerkev.